bi vi proslavili svoj 100. rojstni dan? Bi šli okoli sveta, osvojili Mount Everest? 100 let. No, mogoče malo pretiravam, ker se mi ne staramo tako dobro kot avtomobili. Poglejte tega starčka. Star je 100 let in še stoji po konci. Na 4 kolesih. Res, vsaka čast stari. Citroen tukaj na salonu v Ženevi predstavlja, kako lepa so lahko stara in nova leta. In če pomislite, da so prvi avtomobili izdelali že davnega leta 1919 in potem izdelali še vse tele posebneže, postane zgodovina kar naenkrat moj najljubši predmet v šoli. Ja, če bi se takrat le učili v avtomobilih. Tole je eden najbolj revolucionarnih avtomobilov v zgodovini. Citroen 7CV oziroma Traction Avant, pionir sprednjega pogona, kar poveže ime. Poleg pogona je imel med avtomobili masovne proizvodnje še prvi neodvisno vzmetenje, samonosno karoserijo brez šasije, pri čemer so že takrat prošparali 70 kg, lahko je šibal s hitrostjo 100 km/h, pri čemer je povprečno porabil 10 litrov bencina. Za leto 1934 so bile to izjemne številke in na drugi strani luže so lahko o tem samo sanjali. Pri Citroenu imajo sicer v svoji zbirki kar dosti takih igrač in tale bi že bila parkirana pred bajto, če bi bil kak Loeb. In kaj je na tem sploh tako posebnega? Z njim so obeležili 100. zmago v WRC v Monte Carlo. Jep, tale je še en za muzej. Ali pa za vašo zbirko, če vas je dosti pri sebi, ne? Lahko pa recimo rečete ženi, da si ga želite za 50. rojstni dan, mogoče vas bo poslušala. Citroen bo ob svojem 100. rojstnem dnevu za kupce pripravil prav posebno serijo. To je posebna serija Origins, ki bo bazirala na 4 modelih. To so modeli C3, C3 Aircross, C4 Space Tour in pa C4 Cactus. Za kupce bomo pripravili prav posebno opremo s posebnimi detajli, kot so črna streha, bela barva karoserije in razni detajli v rjavi bronz barvi. Nalepke bodo na stranskih vratih in pa na zadnjih prtljažnih vratih. Evo, takšne oznake bodo imeli ti posebni avti in pri nas bodo že konec pomladi. It's a challenge for a brand to survive. We should always remember how many were at the beginning of the 20th century. There was hundreds of car manufacturers, but only a few survived. And Citroën is one of these. So being 100 years is one thing, but today, as you probably noticed, Citroën is very active, very young, very fresh. And today, it's only looking back saying it was nice 100 years ago, but what is coming next is very promising. It's a challenge. It's today important to claim that it is a bit of a reward to have such a lovely young brand being 100 years old. No, torej bo veliko ponudbe tudi za nas smrtnike. Pri Citroenu pravijo, da bomo kmalu v mestih vsi vozili električne dvosedežnike, kot je tale koncept Ami One, in ki bi jih lahko vozili tudi 16-letniki. Za tega so dobili navdih pri legendarnem 2CV, tehta samo 425 kg, lahko doseže hitrost 45 km/h in prevozi do 96 km. Notranjost je minimalistična, saj nima klasičnega zaslona na dotik, ker boste namesto tega uporabljali svoj mobilni telefon. Pride pa bej čez leto ali pa dve. A ja, ne, saj že. Evo ga, 40 € stane. No, tisti pravi pa je mišljen predvsem v smislu, da si ga ne boste lastili, ampak najeli. Mogoče za 5-minutno vožnjo ali pa za 5 let, če boste tako želeli. In takšnih bo v prihodnosti cel kup, zato je pomembno, da tudi zanimivo izgledajo. Ampak pri Francozih se zato res ni treba bati. Citroen letos praznuje 100. obletnico in tale salon obeležujejo s svojimi največjimi dosežki. Samo pogledajte, kako dobro izgledajo. Anže se na primer še vedno solzica v očeh spominja svojega prvega AX-a, še vedno ga hvali in čeprav se tisti ni vpisal v zgodovino najbolj zanimivih avtomobilov, se je pa tale. 2CV. Tega morate poznati vsi, če niste ravno milenici. Tale mašinca je takrat kar konkretno spremenila predstave o avtih. Udoben, kompakten, prostoren in z majhnim motorjem presenetljivo poskočen. A veste, da so jih med letoma 48 in 90 izdelali slabih 9 milijonov? Ja, ko so začeli razmišljati o njem, so bili večinoma v Franciji vsi kmetovalci, zato so bile zahteve zelo zanimive. Morajo prevoziti 4 osebe in 50 kg poljskih pridelkov, 50 km/h in pri tem poprečno porabiti sam 3 litre bencina.
No, en od zanimivih testnih parametrov je bil tudi ta, da je mogel prevoziti čez njivo sveže zorano z jajci v notranjosti in te niso smele počiti. In jim je uspelo. Tule gledam prvi Citroenov avto, tip A. Tale je prišel naravnost iz Citroenovega muzeja in so ga začeli izdelovati samo dobrega pol leta po koncu Prve svetovne vojne. Poganjal ga je 1,3-litrski bencinski štirivaljnik, ki je proizvedel dobrih 17 konjev, tako da je dosegel tudi hitrost 65 km/h. In že takrat je bil tole eden najbolj udobnih avtov z eliptičnimi vzmetmi spredaj in zadaj. Ne bom rekel, da je danes njegov naslednik C5 Aircross, čeprav je tudi ta eden najudobnejših v svojem segmentu, bodo pa po novem pri C3, C3 Aircross in C4 Cactus ponujali še opremo Origins. No, preden zaključim, pa vam moram pokazati na skrivaj še tale potovalni kombi Citroenist. Na skrivaj, ker bi Matej in Anže ponorele od navdušenja, ker res obožujete takšne zadeve. To je super zadeva za voziti družino, za kak sestanek ali pa potovati po svetu. Pa je pa tudi serijski.